težko sprejmem trditve, kot so, da poslušamo stališča, ki s prakso nimajo nobene veze, ali pa da se ljudje, ki govorijo o zaprtju trgovin ob nedeljah, ne zavedajo, da denar ne zraste na drevesu. Glejte, poslušali smo 1 uro stališča delavcev, ki delajo po 12 dni skupaj, ki trpijo za izgorelostjo, ki se pri 45 letih invalidsko upokojujejo zaradi poškodb hrbtenice ali pa ramenskih obročev ali pa vratnih vretenc in vse drugo, kar so vam povedali. Mislim, da zadnja stvar, ki jo lahko tem ljudem, ki so danes resnična publika za nami, očitate kaj takega, kot da nimajo veze s prakso ali pa da mislijo, da denar raste na drevesih. To je prva stvar. Zdaj druga, ko pozivate k socialnemu dialogu, tudi če bi poslušali razpravo, mislim, da je bilo dovolj povedanega o tem. Socialni dialog je pripeljal stvari do točke, kjer smo. Ko se dela ob nedeljah, ko se delavcem daje anekse za nadure, ko delavci morajo delati vse dneve okrog praznikov, ko ljudje v trgovinah izgorevajo, so bolniško odsotni, se predčasno upokojujejo zaradi poškodb in tako naprej. Do sem je pripeljal socialni dialog. Zakaj ga ni bilo? Zaradi tega, ker se gospodarska zbornica oziroma trgovinska zbornica v tem primeru ni pripravljena pogovarjati o čem drugem. In zato smo posegli z zakonom, da lahko potegnemo črto pod to, ker se socialni dialog ni mogel zgoditi, ker druga stran enostavno ne pristane na noben kompromis.